pozdravim našega današnjega gostja, gospod Tamaro Antonas, dolgoletno sodelavko na Ministrstvu za notranje zadeve v sektorju za azil, tako da bo danes nam predstavila nekoliko več povedala o azilantski politiki in pa o integracijskih ukrepih za begunce v Sloveniji, tako da prosim. Tako kot je prav gospa povedala, sem bila dolgoletna sodelavka na Ministrstvu za notranje zadeve in iz septembra 2015 pred prihodom te velike množice ljudi, beguncev, sem jaz že bila izven sistema. Zdaj pa pomagam tudi organizaciji, ki nas danes gosti, za nasveti. In so me povabili, da malo spregovorim o tem, kar sem včasih počela in kaj si tudi o tem, kar nas čaka, mislim. Številni begunci, ki stopijo na tla Evropske unije, lahko le upajo, mnoge med njimi vodi samo ena želja, nekoč se vrniti domov, pa vendar se moramo zavedati, da za njih v tem trenutku obstaja le ena možnost, ustvariti si nov dom in novo življenje v državi, ki jim je ponudila azil, in se vključiti v skupnost, kjer so nastanjeni. Mi si moramo prizadevati, da bomo lahko v novem okolju čim manj razmišljali o nesrečnem dogajanju v njihovi domovini, pozabili vojne grozote, pritiske političnih elit, ki so se nad njimi življali, in onemogočili človeku dostojno življenje, preprečevali njihovim otrokom pravico do izobraževanja, svobode in kruha. Lokalna integracija je dinamičen in večplasten dvosmerni proces, ki vodi v popolno in enakovredno članstvo v sprejemni družbi. Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951 podaja vrsto socialno-ekonomskih in pravnih pravic, ki morajo biti zagotovljene, da bo integracija uspešna. Te pravice vključujejo svobodo gibanja, dostop do izobraževanja in trga delovne sile, dostop do javnih storitev, možnost lastništva nepremičnin ter možnost pridobitve državljanstva v prihodnosti. Srednjeevropske države so bile dolgo časa označene za tranzitne države in so se take dojemale tudi same. Tudi mi smo se tako dojemali. Zato si te države niso dovolj prizadevale za razvoj integracijskih sistemov in politik. Posledica takšnega dojemanja je bilo naraščajoče število posameznikov, ki niso imeli zagotovljene ustrezne pomoči pri učenju jezika sprejemne države, iskanju zaposlitve in stanovanja ali pri pridobivanju strokovnih znanj. V zadnjih letih se je stanje sicer nekoliko izboljšalo, zaznati je napredek pri vključevanju beguncev v sprejemno družbo, oblikovani so bili tudi programi in politike z tega področja. Regionalno predstavništvo UNHCR-ja v Srednji Evropi posveča posebno pozornost procesu integracije beguncev v srednjeevropskih državah. Da bi lahko bolje svetovalo vladam glede njihovih integracijskih politik, je aprila 2009 predstavila dva pomembna dokumenta. Noto o integraciji beguncev v Srednji Evropi ter agendo za integracijo beguncev v Srednji Evropi. Ta dva dokumenta podajata pregled, kaj integracija v praksi pomeni in katere praktične ukrepe bi morali predvideti integracijske politike. V okviru spodbujanja integracije beguncev se UNHCR v Srednji Evropi zauzema za oblikovanje ustreznih zakonodaj in politik s področja izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva in zaposlovanja. Agencija tudi lobira za vpeljavo takšnih storitev, ki bi omogočile prosilcem za azil doseči samostojnost, kar bi olajšalo njihovo integracijo v prihodnosti, ko bo priznan status begunca. Morate vedeti, da recimo nekdo, ko je v azilnem domu, je prosilec za azil. In to obdobje, trenutno zdaj je noter v azilnem domu družina, ki že 3 leta čaka na status. 3 leta v bistvu se ne more tako vključevati kot nekdo, ki ima status in je bolj izenačen z pravicami in dolžnosti slovenskih državljanov. In v bistvu to so 3 leta mrtva, ker s njimi se poskuša nekaj delati, ampak oni ne morejo biti tako vključeni v življenje, kar ostali, ki so iz azilnega doma. Otroci se šolajo, za zdravstvo tisto osnovno je poskrbljeno, ampak
tudi recimo delodajalci ne preveč radi sprejemajo te ljudi v delovno razmerje, zato ker vejo tudi, da lahko od danes do jutri bodo s papirji, s statusom, da ne bodo dobili statusa v Republiki Sloveniji, vrnjeni v matično domovino. In pol v bistvu ni v interesu delodajalcev, da sprejemajo takega človeka, ki je v bistvu tukaj od danes do jutri. UNHCR opozarja tudi na vpliv sprejemnih pogojev, na primer bivanskih pogojev v sprejemnih centrih, na možnost kasnejše integracije. Poleg tega se Agencija Združenih narodov za begunce prizadeva pomagati pri združitvi beguncev z njihovimi družinami. V proces integracije so vključene številne strani od pristojnih državnih in občinskih organov do nevladnih organizacij, sindikatov, šol, izvajalcev zdravstvenih storitev, bančnih uslužbencev in najemodajalcev ter mnogo drugih. Do zdaj je bila integracija dejansko centrirana v Ljubljani, v Mariboru, tam, kjer so integracijske hiše. Ampak prav bi bilo do vseh, da se bi to malo decentraliziralo, da bi vse lokalne skupnosti po celi Sloveniji en tak po nekem ključu dobile nekaj teh ljudi v svojo sredino. Bi bilo lažje za njih in tudi za nas. Ker če jih recimo zapiramo po 100-200 v kakšen kraj, ali se ta kraj hote ali pa ne hote, pa mogoče ni odvisno od nas, ker bomo imeli en drug pogled na njih, postane en geto, ne. Da bi lahko ocenili obseg in uspešnost integracije beguncev, je Agencija Združenih narodov za begunce v Srednji Evropi v sodelovanju s skupino za migracijsko politiko razvila orodje za merjenje stopnje integracije, ki sestavlja več kot 200 kazalcev. Osnutek orodja bo poskusno uporabljen tako v srednjeevropskih državah, kot tudi drugje po Evropi za obdobje 18 mesecev. V prihodnosti bo to orodje ključen pripomoček pri ocenjevanju upoštevanja standardov držav članic EU, ki se navezuje na integracijo beguncev in prosilcev za azil. Zdaj, malo vam je jasno, kaj je tisto, ki stopi na slovenska tla in če zaprosi za zaščito, je prosilec za azil. In se lahko evidentira, z njim se opravi več razgovorov in se dejansko vidi, če je upravičen za to, da mu Republika Slovenija dodeli status osebe z mednarodno zaščito. Ko dobi ta status, je to oseba z mednarodno zaščito ali krajše begunec. Zdaj imamo dve vrsti. Imamo mednarodno zaščito po Ženevski konvenciji in bi rekel je trajna, ali pa subsidiarno zaščito, ki je pa glede na oceno situacije varnosti v državi, iz katere je pribežal. Recimo, če ocenjujemo, da bo v Siriji konec vojne čez 3 leta ali 5 let, mu damo subsidiarno zaščito za obdobje tega časa. In po tem preteku tega časa, recimo, če se ugotovi znotraj postopka, skoraj identičen kot takrat, ki je zaprosil, da on recimo zaprosi za podaljšanje. Recimo, če ugotovi, da recimo prav v tistem kraju, kjer je on doma, še ni miru, in pol recimo pridobi ustrezna dokazila. Mi imamo tudi ocene varnostne od drugih organizacij, ki skrbijo za to, da smo dnevno seznanjeni, kaj se kje dogaja, in da pol se mu lahko ta status podaljša. Kako pa poteka integracija v Republiki Sloveniji? Osebe z mednarodno zaščito so skladno z zakonom o mednarodni zaščiti in uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, to sta dva ključna dokumenta, upravičene do prebivanja v Republiki Sloveniji, enkratne denarne pomoči. Ta je s spremembo zakona in s pritiskom poslancev Socialdemokratske stranke ukinjena, tako da tisti begunski otroci iz azilnega doma je v preteklosti dobil v višini 260 evrov
enkratno denarno pomoč, da je s tistim denarjem preživel do tistega dne, ko mu je Center za socialno delo dal odločbo, da je upravičen do tiste pomoči. To se pravi, s tem denarjem je mogel en mesec preživeti. Tudi če je šel v najemno stanovanje, ker je mogel iti, recimo, če je bila integracijska hiša v Ljubljani ali pa Mariboru zasedena, je pol mogel iskati stanovanje in vi veste, recimo večina grada ostane v Ljubljani in v Mariboru, ker je več možnosti za zaposlitev ali za nadaljni študij, da s tem denarjem si ne moreš pomagati. No, to so tudi zdaj ukinjeni. Nastanitev, grem naprej, kaj so upravičeni, tisti, ki dobijo status. Nastanitev zmogljivosti ministrstva, to sta te dve integracijski hiši. Ena je v Mostah, sredstva za njih v višini 70% je dala Evropska unija, ena je v Mariboru. Ta v Ljubljani je hiška v ulici, v Mostah, v 3 nadstropjih. V prvem nadstropju je namenjena nastanitvi mladoletnih oseb brez spremstva. V drugih 2 nadstropjih zdaj običajno imamo družine. V Mariboru pa je to bivši samski dom, v katerem je tudi kar nekaj celjskih beguncev, ki so še iz časa vojne v Bosni. Smo jih tudi tam iz Celja preselili in so zdaj tam. In nekaj sob je še namenjenih našim beguncem. No, če niso v teh zmogljivostih, potem dobijo za obdobje, ker ministrstvo je nekako ocenilo, da v 3 letih, 3 leta ne bi potekalo, ne bi bilo dolgo to integracijsko obdobje. To se pravi, v teh 3 letih naj bi begunc se naučil slovenskega jezika, kot aktivni iskali zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje bi mogoče uspel priti še do kvalifikacije, nekako bi se vključil v okolje in zato za obdobje 3 let ministrstvo krije njegovo nastanitev, ki je do višine 260 evrov skupaj s stroški, to je maksimum na mesec. In če nima zaposlitve, je upravičen do denarnega nadomestila na Centru za socialno delo in otroški dodatek, če so otroci. Upravičen je begunec tudi do pomoči pri integraciji, pridobitve informacij o pravicah in dolžnostih in izobraževanja in usposabljanja. Zdaj tako, tisti otročki, ki so pa tam nekje tudi študentje do 26. leta, njim pomagamo tako, da jim kupimo knjige, pa te osnovne stvari, ki so razpisane v študijski program. Recimo osnovnošolskim otrokom tudi pomagamo sofinansirati recimo tiste obvezne vsebine, ki so kakšni izleti ali pa šola v naravi, plavanje pa tako naprej. Na področju pravic iz naslova zdravstvenega ter socialnega varstva in izobraževanja so osebe z mednarodno zaščito izenačene s slovenskimi državljani. Begunci imajo prost dostop do trga dela in ne potrebujejo delovnega dovoljenja. Medtem morajo osebe s subsidiarno zaščito, to sem vam razložila 3 ali 5 let, pridobiti osebno delovno dovoljenje, ki se jim izda za čas trajanja subsidiarne zaščite. Po pridobitvi statusa se osebam z mednarodno zaščito po uradni dolžnosti izda dovoljenje za prebivanje kot samostojna listina, upravičene pa so tudi do potne listine. Begunci lahko tako pridobijo potni list za begunce, ki se izda z veljavnostjo največ 10 let. Osebe s subsidiarno zaščito pa za čas trajanja zaščite potni list za tujca. Oni imajo malo drugačnega kot tisti, ker je omejen. Pristojni organi za izdajo, vročitev in naznanitev pogrešitev potnega lista za begunce in potnega lista za osebe s subsidiarno zaščito je Ministrstvo za notranje zadeve. Osebe s mednarodno zaščito so z dnem dokončne odločbe o priznanju statusa in z nastanitvijo v integracijski hiši ali pa na zasebnem naslovu upravičen do enkratne denarne pomoči v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka.
No to je zdaj veljalo, ker je bil zakon sprejet, je veljalo še mogoče januarja pa februarja, zdaj tega več ni. In dejansko tukaj ta manjko, recimo v Ljubljani, rešujemo tako, da po tisti osnovni paket gremo na Rdeči križ ali pa na Karitas, da saj dobijo nekaj osnovnega. Obroke so imeli redne v azilnem domu, ker je kuhna, pol pa ono. No, ministrstvo je lastnik 2 integracijskih hiš, tako kot so vam povedali, Ljubljani in Mariboru. Posebej z mednarodno zaščito so integracijske hiše lahko nastanjene za obdobje 1 leta. Zdaj, če so kakšni razlogi, zdravstveni ali pa mogoče tudi študijski, komisija odloči o upravičenosti, ampak to jim podaljšamo največ za obdobje do 6 mesecev. Osebe z mednarodno zaščito, ki so po pridobitvi statusa nastanile na zasebnem naslovu in nimajo lastnih sredstev za preživljanje, ali jih preživljanje ni zagotovilo kako drugače, so 3 leta pridobitve statusa upravičene do denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka. To je tisto, ko sem rekla tam, do 260 s stroški. Osebam, ki so v prvem letu po pridobitvi statusa uveljavljene pravice do nastanitve v integracijski hiši, se to obdobje zmanjša, to se pravi 1 leto v integracijski hiši, v bistvu vse stroške plača ministrstvo, in pol mu še 2 leti pripada ta pomoč. Ministrstvo v najkrajšem možnem času po priznanju statusa oseba z mednarodno zaščito zagotovi udeležbo na tečaju slovenskega jezika ter tečaju spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve. V prvih 3 letih po pridobitvi statusa pomoč pri vključevanju v okolje temelji na osebnem integracijskem načrtu. Svetovalci za begunce spremljajo individualni napredek in informirajo in nudijo pomoč pri lažjem vključevanju oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo in prostor. Ministrstvo pri nudenju pomoči, pri vključevanju osveščanju širše javnosti o begunski problematiki sodeluje z organizacijami, ki izvaja projekte pomoči nepridobitno. Pri zagotavljanju sredstev za izvajanje programov vključevanja ministrstvo črpa sredstva Evropskega sklada za begunce. Zapravim, skoraj vse projekte financira do višine 70% Evropski sklad za begunce. Zdaj so kakšna vprašanja? Ni nobenih vprašanj. Lahko še jaz pa malo povem, še kaj me zanima. Zdaj recimo, jaz vem, ker sodelujem z vašim tajnikom, da tukaj recimo bi lahko bile nastanjene družine. To prav vem. Ja. Ne? No, se danes recimo, ne čisto po lokacijah, se je pisalo v dnevniku, ne? Ne vem, če ste brali. Recimo, mene, ko so poklicali in ko smo vprašali, kaj si mislim o temu, se mi je zdela ta pobuda zelo dobra. Zato, ker prvič so vsi škofi bili za to. Tle se je pokazala, da se ne deli Slovenija na sever. In tudi mi je všeč, kako ste se vi lotili reševanja tega problema. Zato, ker država se je lotila tega problema malo tako na neroden način. Kar prideti tam, pa recimo ne povedati, ne vključevati prebivalstvo, jih seznaniti pravočasno, ampak kar neke oglednike tam poslati in bolj je prišlo do tega odklanjanja. Tako da ta pobuda Karitasa se mi zdi tako zelo na mestu. A ne? Se trudite vi tam vzadnje. Recimo z mami sem šla tudi pogledati, kako to poteka v Avstriji. Avstrijci so na ta problem bili zelo pripravljeni. Oni
so takoj čez mejo dobili ljudi, ki niso hoteli iti naprej in velikih je ostalo v Avstriji, nekih je šel tudi pol naprej. Recimo, ne vem, če so vam vaše punce, ki so bile na tem ogledu, povedale, tam poteka to čisto normalno, to ni noben nov ne. Sem tle pri nas, v bistvu smo se mogoče sami ustrašili te množice, ki je bila na mejah, ne. Ampak zdaj nadaljevanje vam bom povedala, da ta množica je bila dejansko, smo še zmeraj država tranzita, ne, in da so ciljne države nekje drugje. Prav? No, grem še malo zdaj takole vam brat, mogoče se bo kakšen tako pogum, ko me kaj vprašal, ali pa bo kaj ne bo razumljiv, ali pa se ne bo kaj strinjal z mano. No, jaz sem, ko sem se malo pripravila na ta dan, sem pa šla malo googlat in sem naredila en fajn primerjav, ki jih je pripravil gospod Gorazd Hotenkar, to je novinar iz Dela. In on pravi, politiki v Evropski uniji se prepirajo, koliko 100 ali 1000 beguncov bi lahko sprejela katera država, in vsi se trudijo, da bi jih njihova dobila čim manj. A je v Evropi begunsko vprašanje kljub množicam prihajajočim prenapihnjeno, saj če države stare celine primerjamo, na primer z Libanonom, kjer je kar četrtina prebivalcev beguncev. Begunski val iz balkanskih vojn po razpadu Jugoslavije leta 1991 je Slovenija zadev že kmalu po koncu osamosvojitvene vojne poleti 1991, saj se je takrat začela prava vojna na Hrvaškem. V južni sosedi je moralo domove zapustiti približno 600 000 ljudi in del se jih je že po prvih mesecih spopada odločil za beg v Slovenijo. Če je bilo v začetku septembra 1991 pri nas prijavljenih približno 2500 beguncev z Hrvaške, je bilo čez mesec in pol že 20 000. Največ 23 000 pa decembra leta 1991. Veliko več beguncev kot iz Hrvaške je v Slovenijo prišlo iz Bosne in Hercegovine. Tam je domove med vojno zapustilo kar 2,2 milijona ljudi, polovica prebivalstva. V Slovenijo so začeli prihajati po začetku Bosanske morje spomladi 1992. Največ jih je bilo leta 1993. Takrat so imeli pri Rdečem križu registriranih 45 000 beguncev iz Bosne in Hercegovine. Poleg tega je v Sloveniji po ocenah že približno 25 000 neregistriranih beguncev, ki so živeli pri sorodnikih in prijateljih. To se pravi, oni so se že takoj integrirali. Gospodarske razmere v Sloveniji v letih od 1991 do 1993, ko je bilo v njej najprej 20 000 hrvaških, potem pa še 70 000 bosanskih beguncev, in leta 2015, ko se politiki odločajo, ali bi sprejeli nekaj 100 beguncev iz Afrike ter Bližnjega in Srednjega vzhoda, so težko primerljive. Predvsem je Slovenija zdaj veliko bogatejša družba, kot je bila takrat. Leto 2014 bo verjetno rekordno po številu beguncev, a tudi lansko 2015, za katero obstajajo podatki UNHCR, ni bilo kaj prida boljše. Prisiljeno naseljenih je bilo namreč kar 59,5 milijona ljudi, od katerih jih je bilo 38,2 milijona razseljenih znotraj meja domovine, 19 milijonov pa jih je zbežalo na tuje. To pomeni, da je bilo 19 milijonov takih, ki jih po navadi pravimo begunci. Na novo razseljenih znotraj držav ali pregnanih čez meje je bilo skoraj 14 milijonov, v domovino pa se jih je vrnilo samo 127 000. Če je bilo število na novo razseljenih leta 2014 rekordno visoko, pa je bila vrnitev beguncev domov rekordno malo. Saj se domovino nikoli po letu 1983 ni vrnilo tako malo ljudi. Pregoni, konflikti in revščina v letu 2015 so prisilili milijon ljudi, da so se zatekli v Evropo. Tako ocenjujeta agencija UNHCR in mednarodna agencija IOM. Do 21. decembra je po podatkih UNHCR Sredozemsko morje prečkalo okoli 972 500 ljudi oseb. Poleg tega IOM ocenjuje, da je več kot 34 000
ljudi prispelo iz Turčije v Bolgarijo in Grčijo po kopnem. Po konfliktih v nekdanji Jugoslaviji v 90-ih letih prejšnjega stoletja tako velikega števila ljudi, ki so primorani bežati pred vojno in konflikti, Zahodna in Srednja Evropa do danes nista videli. Eden od dveh posameznikov, ki prečkata Sredozemsko morje v letošnjem letu, to je skupno 500 000 ljudi, je bil Sirijec, ki je bežal pred uničenjem in vojno v svoji državi. Afganistancev je bilo 20% in Iračanov 7%. V času vedno močnejše protibegunske retorike, v katerih regijah je pomembno, da prepoznamo pozitiven doprinos beguncev, migrantov kot družbam, v kateri živijo in hkrati spoštujemo evropske vrednote, zaščito in življenj, spoštovanje človekovih pravic in spodbujanje strpnosti in raznolikosti, je povedal visoki komisar Združenih narodov za begunce Antonio Guterres. Vemo, da so te migracije neizogibne in nezaželjene. Je povedal William Lacy, Swing, generalni direktor Mednarodne organizacije za migracije v Ženevi. Vendar pa ni dovolj, da le štejemo tiste, ki prihajajo, ali da štejemo okoli 4000 tistih, ki so pogrešani ali so se utopili. Moramo ukrepati. Migracije morajo biti legalne in varne za vse, tako za migrante, kot tudi za države, ki bodo postali njihov nov dom. Več kot 800 000 beguncev in migrantov je preko Egejskega morja prišlo do Turčije v Grčijo, kar predstavlja kar 80% ljudi, ki nezakonito vsako leto prihajajo v Evropo. Hkrati se je število, ki prihajajo iz Severne Afrike v Italijo nekoliko zmanjšalo in sicer s 170 000 v letu 2014 na okoli 150 000 v letošnjem letu. Število ljudi, ki prečkajo Sredozemsko morje, se iz meseca v mesec veča. Od okoli 5500 v januarju 2015 do rekordno preko 221 000 v oktobru letos. To se pravi letos 2015. Ja. Pri tem je preko 3600 ljudi umrlo ali so še vedno pogrešani. Po uvodni kaotični reakciji, ki je privedla do tega, da je bilo na 1000 ljudi na poti med Grčijo in preko Zahodnega Balkana ter dalje proti severu na takšen ali drugačen način blokiranih ob državnih mejah, se sedaj oblikuje bolj usklajen evropski odziv. UNHCR je oblikovala nujen odziv za podporo in pomoč evropskim prizadevanjem. Preko 600 zaposlenih v ekipah za nujen odziv in namenska sredstva je bilo poslanih na 20 različnih lokacij, kjer nudijo pomoč za reševanje življenj in zaščito ter zagotavljajo človekove pravice in pravico dostopa do azila, predvsem za begunce s posebnimi potrebami, kot otroci brez spremstva in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske. Tudi v Ljubljani so stacionirani, tudi ste videli, recimo, vem, da ste bili veliko vas je bilo z njimi na meji, ste se srečevali z njimi tam. Kljub temu pa je še veliko za postoriti, da se ukrepi potrebne sprejemne kapacitete na vstopnih točkah in da zagotovimo humano učinkovito nastanitev, asistenco, registracijo, preverjanje ljudi, ki vsakodnevno prihajajo, da identificiramo tiste, ki potrebujejo zaščito, tiste, ki jih je potrebno preseliti v druge države znotraj Evropske unije in tiste, ki se ne kvalificirajo za status begunca in za katere moramo oblikovati učinkovite in dostojanstvene mehanizme vrnitve. Tukaj bi nas nekaj rada vprašala. Namreč, ko se mi soočamo s temi ljudmi, kakšna je bistvena razlika med migrantom in beguncem? Ja. Gledajte, recimo, migrant, vprašanje, če on gre v svet zato, ker ga nekdo preganja, ne? On je bolj kot en iskalec zaposlitve. A veste, oseba, ki zaprosi za pomoč in v bistvu zaščito, zato ker je pa dostkrat tale inštitut zelo rabljen. Recimo, vemo, da v tem navalu je bilo tudi kar nekaj noter, bi rekel, zakamufliranih. No, to ste hoteli, no. To so bili klasični migranti, ki so izkoristili. Opredelimo kot migranta. Ne, begunca. Ali migranta. Ja, ne drugo. Glejte, vi ga ne morete, ne.
To ga lahko samo znotraj postopka organi, ki so to pristojni. Ne? Zdaj recimo policist na meji, ne? A on to izkazuje s kakim potrdilom? Ponavadi ne. Zato, ker morate nekaj vedeti. Recimo, če se pogovarjamo o tisti državi, ki vas verjetno zanima, ne? Morate oni vedeti, da oni v Schengen morajo vstopati z vizo. In ker viz ne dobijo, vstopajo, so zdaj marsikdo izkoristili ta naval in so se noter priključili. Drugače pa prihajajo lepo ilegalno, zato ker pač nimajo dovoljenja za vstop v Schengen. Ja, ker je tudi recimo nekdo, ki je recimo tujc in prihaja, ker tudi Slovenija se veste, zdaj imamo, ne vem, probleme, nimamo dovolj zdravnikov na področju tega pa tega, ne, a veste, zdaj. Če bi oni imeli delovna dovoljenja, ne, bi prišli lepo noter, ne. Ker tega nimajo dostikrat, ker so tudi zlorabljeni velikokrat, vemo, so to plesalke, artistke, a ste prihajali po takih poteh, ne. Ja, vsega je bilo, vemo. A ste bila tam? Ne, veste kaj, zanima me, ne, ker ko mi dajemo poročilo, ne, Ja. naš klasificirano, koliko je migrantov, ne, Ja. to se nikoli nismo znali opredeliti. Kaj je v bistvu migrant? A veste kaj, zdaj takole, jaz mislim, da kar sem jaz gledala, recimo, nisem na tam prisotna, ampak recimo, če gledam kaj, recimo, da je bil azilni dom včasih eno približališče, ne? In nam so iz ceste pripeljali vse, taksisti, ki so bili fino plačeni, da so iz meje naredili ta transfer, ne? In pa so rekli, tukaj reči, prosi za azil, ne? Ja. Dostikrat sploh ni vedel, kam je prišel. Dosti ljudi, recimo, ker znajo, ne znajo recimo niti angleško, ne? A so mislili, da so prišli v Italijo, ker da je Italija njihova ciljna država, ne? In bolj, ko stopijo na ta tla, pa dejansko vidijo, aha, smo v Sloveniji, aha, pa takoj pogooglajo, ali pa vprašajo, kaj je zdaj to, tle se dobro ne zasluži, ne vem, če je to dobro, da tle ostanemo, ne, mislim, je, no. Tisti tam, ko pa ne sprašujete, ne, te so pa točno vedeli, kam morajo iti. In so šli sam čez Slovenijo. Nekaj ostalo še od dvojene iz Bosne, ne? Teh je bilo nekaj. A, ki so se ponovno vračali? Ja. Ja, zato ker, a veste, ko smo jih mi pomagali vsa ta leta, da se vračajo domov, ne, oni so se vrnili, saj jaz poznam nekaj primerov, na dom, ki ga več ni bilo, je bil zaravnan. Ne, in pa tista pomoč, ki jim je tudi Republika Slovenija nudila, ne, bi rekel človek, so jo uporabili v enem mesecu, vedete. Nismo mogli niti obnoviti strehe. In pol dejansko, če pogledamo tako, oni so ipak tukaj bili 20 let. 20, bi rekel, najbolj aktivnih let. In kam se zvrneš? Tam, ki si se mogoče 20 let lepo imel. Ja, ki imaš tudi tle so si oni tudi naredili takole, eno mrežo prijateljev, ne? Da. Ker smo že proti koncu, pa jaz za zaključek rečem še nekaj. Bom postavila nekaj takih smiselnih vprašanj. Ali se bo vsak izmed nas še lahko poimenoval človek, če bomo s pogledom stran prepustili so ljudi, begunce, njihovi lastni, neprizanesljivi usodi? Ali so naša dejanja vredna našega življenja? Ali bomo res mi tisti, ki bomo nekomu onemogočili dostojno življenje? Konec koncev gre samo za to, za življenje, namreč njihovo in tudi naše. Njihovo dobesedno. Mi si ga pa v primeru zavračanja niti ne zaslužimo. Danes niste prišla sama, ne? Vidite, rabim noge, me je pripeljal
moj Damjan, in z mano je prišel eden izmed mojih varovancev. Med nami je Masud, prihaja iz Irana. On je zdaj je tukaj že s statusom in v bistvu od vstopa v državo in odkar ima status je minilo 2 leti. Je aktiven iskalec zaposlitve. Strašno si želi biti varilec. Zdaj čaka na Zavodu za zaposlovanje v Ljubljani, da bi ga lahko vključili v kakšen program za varilce, samo ti programi so namenjeni tudi samo starejšim populacijam in on je zdaj trenutno premlad, zdaj iščemo eno varianto, da bi ga mogoče se ga bojo osvili, ker je tako strajen, da si to tako želi in jaz sem prepričana, da bo to uspelo. Mogoče se mu najde kakšen dobrotnik, ki bo rekel, da bom jaz naučil. Tako da Masud je bil zelo priden. Ko sem ga jaz dobila pod okrilje, je znal njegov jezik Farsi. Zelo eno tako osnovno angleščino, ki danes je zelo izpolnjena, ampak naučil se je tudi slovensko, tako da slovensko zastopi dobro. Malo slabše govori, ampak se trudi, da bo en dan, ga bomo skoraj rekli, da je Ljubljančan, tako, no? Če bo v Ljubljani ostal. Če je prišel v Celje, bi mogoče rekel, da si Štajerc. Tako da, jaz recimo pri mojem delu sem imela, ne vem, srečo. Jaz sem vedno dobila take mlade fante, ki so vedeli točno, kaj hočejo. Recimo, sem imela 2 brata iz Irana, ki sta oba študirala v Iranu in tudi tukaj sta nadaljevala. Že sta že oba na magisteriju iz strojništva in iz ekonomije. In v času zdaj te begunske krize sta se oba javila kot prevajalca. En prevaja pri zdravnikih brez meja, en pa prevaja za slovensko filantropijo in občasno tudi je tolmač pri postopku ugotavljanja za Ministrstvo za notranje zadeve. Tako da, pa še nekaj drugih mojih varovancev, recimo z Afganistana ali pa so se tudi vključili zdaj pri tej pomoči, ki smo jo rabili, pri prevajanju. Tako da ne se bat, recimo, da nam bojo kaj vzeli. Veliko nam bojo dali. In oni nam že dajejo. Prav nekaj vprašanja. Kako se vi z njimi sporazumevate? Jaz imam srečo, tako jaz sem recimo zelo zgovorna, ampak sem zelo zgovorna v več jezikih. Tako pri rednem delu, zato ker jaz recimo jih spremljam vsa ta 3 leta. Kadar pa jim razložim, kje so njihove pravice in dolžnosti, to se pravi, ko dobijo status, iz azilnega doma preidejo v naš oddelek, to je oddelek za integracijo. In tam smo bili do septembra 3, ker smo si pač po enem ključu delili begunce. Igor, ki je v Mariboru in pokriva tudi integracijsko hišo Maribor, je bolj pokrival Maribor, pa tiste, ki so šli bolj ta severni konc. Sonja je strokovnjakinja za mladoletne osebe brez spremstva, je imela bolj mladoletne osebe, jaz sem pa imela, bi rekel, malo mešano. In na tem uvajalnem, v bistvu spoznavnem sestanku z njim imamo vedno prevajalca. Iz njihovega jezika. Ja, ker to
po uredbi, oni so upravičeni do tega, da v njim razumljivem jeziku, materinem jeziku, ali pa najbolj, ko se dogaja, da recimo kaj prihaja iz Afrike in njih ni tisti jezik, ker tam je ogromno jezikov, ne, njim razumljivem, ali pa da recimo zna toliko angleško, da reče, jaz lahko tudi angleško razumem, ne, in ni treba v materinem jeziku. Tako da imamo prevajalce, ki so preverjeni in v bistvu so na seznamu Ministrstva za notranje zadeve. Z nami imajo podpisano pogodbo. Zdaj, dostikrat, ko to stane, ne, in v bistvu to lahko uporabimo mogoče 2 do 3 ure, ne, za ta uvajalni sestanek. Dostikrat pa tako si pomagamo s tistimi, ki so že, jih pokličemo in rečemo, ti imaš 5 minut časa, biti rabna in priletijo in pomagajo. Kako pa postopate s temi, ki niso iskalci zaposlitve, recimo zaradi let, da so starejši? Oziroma, kak se ti ljudje sploh, da se ravno da to z mladimi furate, ne? Da se mladi navajajo, da se jezika učijo. Ampak kaj pa ti starejši, ko pa vsem prinesejo navade, ki jih bojo težko spremeniti? Ponavadi te osebe, recimo, so tudi težje zaposljive, ne? Ali so nezaposljive. In recimo, da govorimo o nezaposljivi osebi, ker nikoli ne bo dobila službe, pa ampak recimo o mlajši, ne govorimo zdaj. Ne govorimo o starejših. Aha, o starejših. Da, zdaj prvo starejši, ne. In recimo, kaj jaz sem tako osebo, ki jo moram spremljati, ne. Jaz jo, če le se da, jo povabim na slovenski jezik. Dostikrat so tudi to zelo bolani ljudje, ne. Invalidi, ne. Ker se težko premikajo, ker imajo mogoče tudi psihične težave zaradi travm, ki so jih dosegali v domovini, mislim, ko so bili udeležni, tako da jaz k taki osebi grem pa na dom. Ne? In pol tudi vidim, če ta oseba je zmožna sama živeti, ponavadi pol tudi zaprosimo nevladne organizacije, da večkrat tudi oni grejo in smo vedno v stiku, vedno vemo, kaj se dogaja. Vključimo tudi Center za socialno delo, tudi patronažne sestre, recimo, kada gre za kakšne previjanje, take vaje, mislim, težave, tako da in vemo, da z njimi nikoli ne bomo mogli, ne bojo mogli delati, ne, tudi ne bojo mogli. Recimo, če pa ste mislila mlajša, pa da Jaz sem mislila oboje, ne? Na oboje, tudi s tistimi mlajšimi, ki pa niso izobraženi. No tako, v redu. Zdaj bom povedala za primer enega mojega, bivšega varovanca, ki je iz Azije in je tam zelo rad, je pomagal v stričevi okrepčevalnici. Ampak nima papirjev. Ampak ima strašno željo, se vidi v temu, ne? No, pa jaz z njim grem na zavod za zaposlovanje in probam pol ker oni občasno imajo neka sredstva, ki jih namenijo, recimo, da s enim programom do kvalifikacije, recimo, nekoga izučijo, da postane picopek ali pa pripravljalec hrane za nadaljno obdelavo. Tako da jih probamo tako vključiti in zdaj on hodi v en tak tečaj. Pa recimo, sem imela enega, ki tako kot Masud je prišel iz Irana. On je bil zelo mlad in zelo aktiven, ampak že ko je bil v azilnem domu, on je zelo dolgo časa čakal na status. In je bil tako zelo športnik in ga so zanimale recimo za osebnega trenerja, je pridobil sicer certifikate in je delal v enem fitnessu. In pol je končal tako srednjo šolo, ker ni imel priznane tukaj, ne? Mislim, je končal že toliko prej tam in ni mogel dokončati. No, je dokončal srednjo šolo in pol je šel na fakulteto za šport in jo je končal. Drug je tudi bil osebni trener, pol pa je rekel, ta šola nekaj je prav, ni dišala, ampak je ves čas tudi, je delal
dve službi, ne. Je bil malo osebni trener in je bil tudi v eni restauraciji z njihovo nacionalno hrano. No, in je po 3 letih je zdaj sam odprl v Ljubljani. Tako da so in so, a veste. So recimo, je razumljivo, da nekdo pač ne more, ne. Še nekaj me zanima, če lahko vprašam, recimo otroci, ki so pač po različnih kategorijah ostali brez staršev, pa se recimo za te starše ne ve, ne, so pravzaprav izgubljeni. V kolikih primerih vi te starše najdete, oziroma kako s temi otroci postopate? Recimo, ali bodi si, da se na poti izgubi družina, ali v kolikih slučajih ste neuspešni, no, to me... No, zdaj recimo, letos ste vi vsi na meji doživeli ta fenomen, ker zaenkrat pri nas kar je prihajalo, zdaj govorim o tistem, kar smo mi imeli v azilnem domu, ne. Tisti, ki so bili brez staršev, so bili tudi nastanjeni v posebnem objektu, ki je namenjen mladoletnim osebam brez spremstva in je njihova socialna delovka pripravljena za delo z mladoletniki, ne. In tudi, ko dobijo status osebe z mednarodno zaščito, se jih pol vključi v kakšno ustanovo, ki je namenjena za to. Recimo, mogoče ste zasledili, zdaj sta 2 mladoletna Afganistanca v Kopru, ne? In sta se vključila in so jih lepo sprejeli in lepo poteka vse njihova svetovalka za integracijo, gre enkrat na mesec dol, se pogovori z učitelji. Tam je bilo na začetku malo problema s sporazumevanjem, ampak zdaj v enem mesecu, zdaj so že drugi mesec, tam sta zelo napredovala. Zdaj recimo mi prav ponovadi smo, kaj se je dogajalo, recimo primer afriške osebe, ženske z mednarodno zaščito. Jaz sem pribežala sama in smo pol združevali njene otroke in so pol po 3 letih, ko so bili v enem begunskem centru izven njihove matične države, begunski center je bil od UNHCR-ja, smo jih pol združili in zdaj po 3 letih so nastanjeni v enem kraju izven Ljubljane, hodijo v šolo. Po enem mesecu so fantki že vsi bili vključeni v nogometni klub, punčke, ena je zelo dobro v teku, tako. In so zdaj skupaj z vami po tolikih letih. Smo recimo tudi združevali moža, ki je pribežal z ženo in otrokom. Oni morajo, ko dobijo status, če boste pogledali ta 2 dokumenta, ki v bistvu sta svetopismo za begunce na Ministrstvu za notranje zadeve, v glavnem noter lahko je pač ta postopek združevanja, kaj morajo vse pri zaprosilu dokazati, ali pa kaj morajo vse izpolniti, da so pol pogoji, da pol mi to združujemo. In takrat tudi vključujemo UNHCR in AVM, da v bistvu se te osebe pripeljejo v Slovenijo. Sem tega, recimo, v zadnjem letu ni bilo veliko, ne se bada, recimo zdaj tisti, ki so zdaj, a veste, ipak so kar visoka merila, ne. Tista oseba, ki zaprosi za združitev, more toliko zaslužiti, da bo te osebe lahko tukaj živele, ne. Ponavadi je teh zelo malo, po enem letu, 2 letih, 3 letih, njih ne moreš zaslužiti, ne vem, 1000 evrov, da boš lahko še 2 pripeljal, ne. Tako. Je pa to glavni pogoj, mislim, še ostali so, ampak tukaj skoraj vsi so zavrnjeni, ne, pa niti ne zaprosijo, ne.
Kaj je recimo glavni problem, s katerim se pri integraciji v Sloveniji soočamo? Recimo, vem, če zdaj gledam naprej, če se začnemo ukvarjati z integracijo, če bo sreča mila, ne? Kaj je tisto, na kaj treba biti na začetku najbolj pozorni? Nikoli ne smeš zgubiti upanja, ne? Res. Z njimi moraš tako zelo vedno in moraš pokazati najboljši del sebe. Zato, ker oni imajo samo tebe. Ne? In ti moraš vlivati, tudi vemo, da pri nas ni enostavno in ni vse lepo. Ne? Ampak mi moramo dati eno upanje, mi moramo spodbujati, da spet to, oni to upanje spet v njih zasvetine. Zdaj, recimo, če gledamo, da bi bili recimo tukaj, zdaj tako gledam, da so recimo tukaj. Zdaj, jaz sem prepričana, ki imate kapacitete, da bi recimo za eno tako skupino, recimo 20 ljudi, do 25, bi lahko še organizirali en tečaj slovenskega jezika in bi recimo profesorca hodila sem. Ne? V Ljubljani je to problem, ali pa v drugih mestih, ker so te relacije so dolge, oni morajo recimo iti cene študpar na filozofsko fakulteto, tle se že pojavijo stroški, oni nimajo denarja za mesečko. Te tečaji so vsak dan, tak tečaj poteka dejansko, kadar so te tečaji, ki jih organizira ministrstvo, to so po 3 ure, to se pravi, da oni skoraj ne morajo biti na voljo in so v takih urah, ker bi recimo en delodajalec rajši bil, da je za strojem ali pa da nekaj počne, nekaj služi, ne? To je, ne? Ampak recimo, da so tukaj, ne? Takoj, naslednji dan začeti s slovenskim jezikom. Ne čakati na razpis, pa kjer bo izvajalec izbrali, ne? Ker to so bolj izgubljeni meseci, ne? Pa dejansko, veste, recimo, ko sem jaz našla to integracijsko hišo v Mostah, je bilo tako okrog en vrtiček, ki je bil že zanemarjen, ker tista hiša si kar nekaj časa prodajala in, no, vse veste sami, 2 meseca ne popleješ, pa je že trava, sploh, če je tako težko danes. No, ampak jaz sem tako, sem prinesla motikce, sem prinesla srdikce, in se je ka zdaj bomo pa neki tlele naredili. In pol vsi so prvo gledali te malo in pa jaz naredim, recimo Afrika ne pozna takih bučk, imamo mi, ko imamo drugačne bučke. Prvno mu razložim, zdaj, ka vidiš, zdaj boš pa šla pa tukaj poprav, pa bom razkuhal, ne? In pol smo, en teden smo samo počas pobirali te kamenčke, pa ta plevel. In počasi so začeli tam vrtati delovati. Jaz sem prepričana, da tukaj okrog imate kakšno gredo. Ker oni zelo, se morate vedeti, da recimo nekateri begunci so zdaj po 2-3 leta bili v kakšnih begunskih centrih. Veste, oni so izgubili stik z zemljo, ker tam so bili šotori in je bil pesek. In ko so dotaknili te zemlje, veste, se kar v njih vrne v življenje, kar normalno drugo barvo dobijo. Tako da, čim prej začeti, ali se recimo tudi ne vem, recimo, jaz takrat ne poznam, kje sem s Kopra, ampak recimo imate, ne vem, skupaj pobirate neki, ali pa, ne vem, da te reči, če ti to tam pobiral, čim prej vključevati v to vaše življenje, veste, ker on bo rekel, poglej, hoče, da sem zraven, vsej, vse me gleda kot sebe. Mi jih moramo gledati, kot da gledamo sebe in jih bomo pol razumeli. Tudi recimo za delo sem prepričana, veste, da ko bojo prišli sam, pa se bo nekdo pohvalil, recimo sem en, ki bi bil tako zanimiv, tudi iz Azije, rekel, jaz znam depilirati z nitko. Mislim, kako z nitko, to rabiš, in mi je pokazal, wow, sem rekla, kaj bi ti bil pripravljen to pokazati drugim ženskam, ki so tam, in pa so
dejansko jim je pokazal in pa so se vse naučile depilirati z nitko. Ne, mislim, to je prav, ne? Ampak to jih je moški naučil, ne? Pa recimo, ne vem, jaz včasih, ker nisem imela stran, jih sem ne dala tam googlat, ne, to googlam lahko tudi doma, sem doma vzela malo moke, malo kvasa, malo skute in smo delali in sem prinesla in pa sem rekla, recimo, smo imeli takrat tudi begunci iz Bosne, sem rekla, no, sem rekla, ti si ta prava Bosanka, ja. Sem rekla, pa znaš narediti ta pravi burek, ja. Sem rekla, no, zdaj pa še ostalim Ukrajinkam, ne vem, kaj, takrat tudi je bila kriza v Ukrajini, ja, in vse lepo, in tudi moške naučila, ne, delati burek. Pa so pri moških se učili delati, recimo, pico, ne, pa so tudi kakšni, ki so bili že kdaj v kakšni drugi državi in dejansko so znali narediti pico, sploh Albanci, ne, ki so bili recimo v Italiji in so pa nas oni učili delati, kako se dela ta prava pica napoletana, ne. A veste, oni nam lahko veli, da recimo, ne vem, se reka, no, zdaj bomo pa se naučili delati ene take torteline ali pa žlikrofe ukrajinske, ne, in da je res, kar naenkrat so privlekle tiste modelčke, ki jih imajo oni, in so rekli, kako si to ti uspel državo pripeljati? Ja, to je bilo od moje babice, a ne, babica je privlekla sabo, da je imela spominjanjo. No, in pa smo lepo naredili te njihove ukrajinske žlikrofe. Tako da, nam lahko veliko daje, to hočem povedati, ampak, a veste, tudi otroci so krasni, otroku daš Lego kocke in prineseš kakšno stvar, mogoče tudi ni treba, da je nova. Mi smo dosti stvari tudi, ki so bile zlomljene z leto skupaj, ne? Kaj smo skupaj naredili, smo praznovali rojstni dan, oni recimo ne praznuje sploh rojstnih dnevov in ko je bil kakšen, ki imel rojstni dan, no, to je bilo veselje, pa smo sem kakšen čips, pa smoki, pa tako male stvari, ampak to, kar naši otroci že vno mislijo, to ni ne več, ampak njim to veliko pomeni, ne? Njim analizika veliko pomeni. Čim prej, ne, a veste. In tudi recimo z njimi, oni so tako malo upali, včasih jih treba spremljati na božji korak, ne. Recimo, no, vse, ko bojo prišli, recimo, da bojo prišli iz Ljubljane do vas, bojo že imeli odprte račune, ne, bančne, pa vse to bomo mi že tam v Ljubljane, pa moji kolegi jim bojo razložili, kako treba vsak en mesec preden na odločbi piše, da bo, ne vem, podpora od do, ne, da pravočasno daje noter vlogo, ne, ampak včasih oni imajo težave in jim moraš večkrat ti pokazati, kako se kaj izpolne, ne. Recimo, jaz sem vsakega, sem rekla, lej, zdaj si prišel sem brez dokumentov. Vsak dokument, vsako kopijo, ki dobiš od nas, jo moraš spraviti in vsako sem eno lepo naredila en fascikel, pa lepo te pregradne mape, pa smo zlagali, pa so učili zlagati, ker pač oni tega niso do zdaj imeli, ne, a veste, ne. Kakšen tudi prvič je v stanovanju, ki ima vso elektriko, pa vso vodo, ne, recimo, za marsikoga ni vedel, kako prižgati pralni stroj v zilnem domu, ne, pa smo jih učili, ne, pa smo tudi pol te napotke, kako ravnati z pralnim strojem v vseh jezikih, pa koliko praška se da, ne, tako. Take stvari, ne. In nikoli ne pokazati pred njimi, da ste obupali. In nikoli ne obupati. Tudi, ali greš stran, pa te ne vidi, pa rečeš bomo, ne, ampak ne, vemo. Jutri je nov dan, bo imel mogoče tudi on boljši dan in bo razumel. In tudi, kadar on reče, ne morem, so primeri, ne morem zdaj slediti, ker zdaj prihaja vse za mano. Rečem, ok, vzami si čas, rabiš strokovno pomoč, lahko skupaj, če želiš, če sem jaz premalo, poiščeva še koga in mu to pomagaš, da gre čez to in pol lahko bo spet začel pokazal interes, da se uči jezik, bo, ne vem, pokazal interes. Mogoče tudi veste, oni recimo 2-3 so odbiti ali pa 10 so odbiti, recimo na njihovo vlogo noben ti ne odpiše. Samo to se tudi tam dogaja, ne? Smo jezni, niti mi odpisal, v redu. En mogoče na 1000 bo pa en odpisal. Ampak
treba jih ves čas reči, čakajmo na tistega enega, ne, jih spodbujati, bo tisti eden en dan. Naletite pa na težave tudi s tem, da zavračajo vse proces integracije ali pa določene leve procesa? Ne. Kot pravim, so bila obdobje, ko so rabili, da so prišli k sebi. Ja. Dobro, so bile tudi primeri, ko so bili tako traumatizirani in tako stari, da dejansko da jim samo vprašati, če kaj rabijo tako, da drugega jim nekaj več nisem mogla dati. Tudi so zavračali, recimo, vse vemo, tudi mi recimo, včasih gremo prepozno k psihiatru in pa kakšnemu specialistu, ki si mislimo, da, ne vem, bomo popili en žajbel in bo vse minilo, ne. Oni to tudi to zelo, ker možete vedeti, da v njihovih državah niti ne vejo za vse te specialiste. Tudi, recimo, ko pridejo sploh te, ki ne znajo toliko jezika, ne znajo povedati točno, kaj jih boli, ali se ne znajo mogoče tako opisati, ker nikoli niso bili pri zdravniku, pa so recimo eno stvar tako opisovali, recimo, ne vem, jih boli v predelu žolča, pa ne znajo opisati bolečine in recimo ne znajo, ne vem, dati idejo od zdravnika, da ima biti pa so žolčni kamni, veste, to pa reče, sej me mine, sej pol res dejansko mine, če ti ne ješ tistih stvari, ker mi pa res mine, ne, ampak tako, so te težave, mogoče tudi sporazumevanje, ampak če ti si med njimi tako in ne pokažeš te vzvišenosti, ne, si ponižen, koliko moramo biti, se da lepo z njimi vse dogovoriti. In jim stati ob strani in tudi oni vejo, da si tam in pomagaš. A se smije gospoda Masuda kaj vprašati? Masud? No? Today no. He want to ask you. Drag je vprašal. Ja. Okay. Yes, you are a little bit loud, I know. Lahko. I don't want to bring you in uncomfortable position, but if I may, just a small answer. Okay. What did you find most pleasant and most terrifying in Slovenia during this integration and becoming here? I don't understand too much. Maybe in Slovenian language it is better. No. No? No? Jaz nisem čisto razumela vprašanje, ker sem slabo slišala. Dejansko, kaj je bilo zanj najbolj prijetno in najbolj zoprno, ko je prišel v Slovenijo oziroma kaj je bil proces integracije? The best and the worst thing that you find here in Slovenia? To find in Slovenia? Yes, things or the problems. Just economy and work and that's it. But explain the words that you say to me in the car about what you feel about Slovenia. Slovenia, not economic and... the nature. Huh? The nature. Yes. This beautiful nature and the people and good weather. Good weather. Ja. Lepa narava, dobri ljudje in dobro vreme. No, now je zelo zadovoljen. Can I speak about you told me in the car? And you correct me if I am saying too much, okay? Vse mu je všeč, recimo, on je bil od Pirana mu je zelo lep. Maribor malo ne, sam za čez vikend, ker tam se nikaj toliko ne dogaja. Ljubljana, wow, sicer on še bi pa že z Ljubljani, na Brezovici, to je en mali kraj pri Ljubljani. Ampak on že vse te 2 leti je ful nesrečen, ker ne more variti.
On bi rad varil, on bi rad delal. Če se to varil so lahko. Ja, no, vi tako ljubljani, jaz ne vem, ne rabimo. Slušaj, ki se vril vzela. Samo na veste bi se rad, on ima pač papirjev za to izobrazbe, ne? Ker on je hodil sicer na eno srednjo tehnično šolo in pa je tudi šel na fakulteto, ampak pa se je pač situacija spremenila tam in dejansko bi rad nekaj delal z rokami. Is correct? Yes, I know you. Now you know how I know you. Now you know. To je to. To so glavni problemi. Še vprašam, gospod, koliko ljudi je v Sloveniji zdaj v postopku te integracije, pa koliko, če imate kako oceno, je bilo uspešno integrirani, ne mislim zadnjo leto, dve, ampak nekaj leti. To je eno stvar, ker se mi zdi, da je tega bilo malo. Pa naslednje vprašanje, ker zdaj je to bilo sorazmerno, mislim, majhno število, pričakujemo pa zdaj nekaj več teh ljudi, ali se bo pojavila nevarnost, da rečem, getorizacija teh ljudi, ker več jih bo skupaj, malo bo tudi sami bolj, bi rekel, se družili, po domače povedano. Tole bi vprašal, glede števila, koliko jih je bilo približno, če so podatki, pa kaj mislite, če se pri tej večjem številu koliko ta nevarnost getorizacije pojavi, ker mogoče vsaj po izkušnjah iz Evrope najbrž imate podatke, ker to so delali z večjim številom in so verjetno imajo nekaj izkušnje. Tako, Ministrstvo za notranje zadeve nima naredene take analize, ker v bistvu sploh, kaj pa je uspešna integracija, ne? Ja, se. Ne? To tudi v Evropi nobene ve. Recimo, vam povem, kaj je za mene uspešna integracija, ne? Za mene uspešna integracija je bila, recimo, ko je Afričan, ki imajo oni največ problemov, rabijo več ur kot ostali, da se nauči slovenski jezik. Po 3 letih, dveh letih azilnega doma in 3 letih, ko je bil od zunaj, je prinesel tak pok, jaz sem mislila, da je prinesel doktorsko dizertacijo, ampak to so bili vsi zbrani dokumenti in spomnjeni vsi obrazci za vlogo za državljanstvo. In je tudi dugo, ne. Za mene kot svetovalko je to najbolj merljiv uspeh, da nekdo je šel še vse tiste prepreke, se naučil jezik, se izobrazil, če ni imel primerne izobrazbe, si poiskal službo, obdržal službo, zaslužil toliko, da je pol bil upravičen do slovenskega državljanstva. To je za mene, ne, tako. Zdaj, ni nujno, da vsakdo želi postati slovenski državljan, smo si na jasnem, ne, tako, recimo. In ta bi bil zmerljiv, ne, ker je vstopil noter v državo kot prosilec za azil in danes je državljan, ne. Zdaj, za tiste, ki pa ne zaprosijo, pa bo vsak, ki bo našel delo in ne bo delal samo zato, da delam, pa bo užival v temu, da ga bo okolje in sosedje, da ga bojo sprejeli, da njegov otrok ne bo imel problemov v šoli, ampak bo bil tako kot vsi ostali. In da bo lepo govoril o moji in zdaj njegovi domovini, ali pa državi, ki ga je sprejela. Tako kar govori Masud, ne. On bi rad sam delal, ker vse ostalo je zagotovljeno, ne. Je šel čez slovenski jezik, aktivno išče, ima prijatelje med Slovenci
Iračane tudi kar neki, so tudi zelo lepo povezani, vsako leto skupaj praznujejo perzijsko novo leto, ki je malo drugače kot naše, se zberejo, si skuhajo lepo njihove jedi, skuhajo ogenj, skočijo čez njega in rečejo vse slabo bo pozabljeno, skočijo ponovno čez njega in si zaželijo nekaj lepega v letu, ki prihaja. In to so te fantje, ki ne vem, zakaj bi se jih bali, ker so taki kot mi. In punce tudi, no. Prav v njegovi skupini je bila samo ena punca takrat, ki pa zdaj v Ameriki lepo dela in študira, je šla naprej v tako. Ni nujno, da tudi ostanejo, da ste tukaj, ne? Ker mi, če si oni, recimo, da so izenačeni z državljani Slovenije, ampak če dobijo delovno dovoljenje v kakšni drugi državi, ne, in tudi dovoljenje za prebivanje lahko. No, od te njegove skupine, ki jih je bilo 11, je ostal še eden, no in on zdaj za nas, za Slovenijo, tekmuje v rokoborbi. In en dan si želi, Koko, da bi tekmoval za slovensko državo. V rokoborbi, ki tlenih nismo najbolj močni, no tako. Smo bili časih, na zemljih nismo, no, ampak Koko nas dobro zastopa. Tako. Zdaj, kot član kluba, ker pač ni še državljan, ampak en dan, če bo imel rezultate, mogoče bo dobil izredno državljanstvo zaradi uspeha. Ja, no, recimo. On se zdaj to trudi. In on tudi njegov trener je en moj bivši varovanec, tako da sta skupaj. Tudi tisti, ki je končal biti, je zdaj njegov trener. Zdaj, smo že ko mehiška telenovela. Bi zaključili, mogoče, če še imam kakšno vprašanje. Tako da se vam lepo iskreno zahvaljujem, ker ste bili danes z nami in delili vse vaše. Hvala, da ste. Hvala.